Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o tem, kako se pomladiti. A ste vedeli, da hormon sreče pomlajuje obraz? Zdaj pa vam razložim vse od prve stvari do zadnje. Kaj je treba narediti, da pomladite sebe, da sprostite vse? Kaj je ključno? Ključno, poglejte, je aktivacija hipofize, ki je na sredini možganov. To je ena drobna žleza, ki je v obliki graha, zelo majčkena žleza, in ta žleza odreagira točno na to, kar vi čutite, vidite, zaznavate. In prav s tem, kar vi čutite, vidite pa zaznavate, lahko točno to blokirate. Ker poglejte, kakor gledate dnevne novice, vidite slabo, kakor razmišljate o problemih, mogoče imate zdaj več težav, kot ste jih imeli, preden se je začela karantena. In s tem povzročate več stresa. Več stresa povzroči, da se izloča stresnih hormonov na ledvičnih žlezah, in ta stresni hormon preplavi celo telo in vpliva na to, da se dobesedno celice zaprejo. In dejstvo je, da na ta način se potem starate, ker prednostno stresni hormon praktično vse porablja, vse hranilne snovi, in začnete siveti. Lahko vam začnejo izpadati lasje, zobje, v glavnem 1000 stvari se vam lahko začne dogajati, vse zaradi stresnega hormona. Stresni hormon je hormon, ki stara. No, po drugi strani pa hormon sreče je pa hormon, ki pomlajuje telo. Zdaj pa kako vi pomladite telo? Se pravi, hipofiza, če vi zavestno začnete iskati lepe spomine, kaj vidim lepega, fokus na vse lepo, na lepe spomine, na to, kar ta trenutek vidite lepo, na vse, kar je dobrega okrog vas, kaj slišim lepega, lahko se date svojo pozornost na vse to, kar slišite lepega, ker je narava je živa. Lahko se samo sedete poleg vode in poslušate, in to je nekaj, kar vzpodbuja vaše dobre hormone, hormone zadovoljstva. Naslednja zadeva, omilite kavo, 2 skodelici na dan maksimum. Naslednja zadeva, omejite gledanje dnevnih novic, tako da dejstvo je, da po 5. uri ne bi smeli nič več negativnega. Lahko gledate komedije, lahko gledate romantične filme, lahko gledate same dobre stvari, kar vam povzroča veliko dobrih vibracij. Potem naslednja stvar, kar stimulira rastni hormon in hipofizo, je, da vsak dan greste na 20-minutni sprehod. Vsaj 20 minut. To pomeni, da takrat, ko hodite, avtomatično stimulirate delovanje vseh žlez v vašem telesu. Tukaj ne govorim o tem, da morate dušo spustiti zraven, ampak ko greste hoditi, ko greste na sprehod, je še toliko, da lahko zraven klepetate. Ali pa ko greste na kolo, še toliko, da lahko zraven klepetate. Takrat stimulirate hormone zadovoljstva, medtem ko takrat, saj jaz sem včasih to delala, ko skoraj dušo pustiš za seboj, pa jo spotoma nekje pobereš, takrat spet aktiviraš stresni hormon te posledično stara. Naslednja zadeva, hrana. Pomembna je hrana, danes mi je ena gospa poslala, naj pogledam njene jedilnike, pač po nekem priporočilu, in ja, večerje so bile katastrofalne, sami ogljikovi hidrati. Zdaj pa kaj to pomeni? Zvečer po 5. uri odpade vse, kar vsebuje sadje, sladkor, moko, škrob. Po 5. uri lahko jeste zelenjavo, karkoli, in tudi ne nazadnje, kakor želite, in beljakovine. In če to dvoje uživate zvečer, imate vse potrebne sestavine, da telo izdeluje rastni hormon in hkrati tudi hormon zadovoljstva in hormon obnove in vse ostalo. Naslednja stvar, kar je pomembno, da, to je pa zdaj nekaj, kar pa skoraj s hrano ne moremo dobiti, razen, ja, če uživate inčune, če uživate tuno, če uživate pač morske ribe, mastne morske ribe zvečer. Omega 3 je tista, ki stimulira proizvodnjo rastnega hormona in tudi hormonov zadovoljstva. Ker v bistvu so hormoni zadovoljstva tehnično sestavljeni skupaj, in vi, če nimate sestavine, kako ne vaše telo izdela vse to, kar potrebuje. No, naslednja zadeva, glejte, vse to, kar vam razlagam,
je opisano v knjigi, ko imajo hormoni žur. No in predvsem to, ko boste začeli delati na tem, na iskati vse to dobro, kakšne so pa potem posledice. Ne samo to, da se boste pomladili, da boste žareli, povečala se bo, zdaj pa pogledajte naprej. Povezava med srčno čakro pa kronsko čakro in se vzpostavi steber energije, ki teče preko vašega telesa. In ta steber energije vas pomlajuje. In v Ameriki obstaja inštitut HeartMath in na tem inštitutu HeartMath so prišli do zaključka, da dejansko kdor dela na tej srčni energiji, dobesedno vzpostavi, reče se, koherentnost, se pravi skladnost med srčno energijo pa med kronsko čakro in avtomatično se poveča vse v telesu, od pomlajevanja do obnove, do vsega. In hkrati se pa, zdaj vam pa berem iz knjige, ko imajo hormoni žur, okrepijo se medčloveški odnosi, okrepijo se starševske vezi, se pravi med vami in vašimi otroki, med vami in vašimi starši, imate več miru, zadovoljstva, okrepi se imunski sistem, zmanjša se stres, zniža se krvni tlak, odpira celice, se pravi se poveča celični pretok in posledično, veste, celični pretok se reče, da imaš, se pravi, presnovo in prebavo, se pravi, presnovo imaš boljšo, presnova gre in se pravi, avtomatično imaš več energije. Zmanjša se odvisnost, lahko tudi od cigaret, lahko tudi od alkohola, spodbujajo človeški rastni hormon, okrepi zaupanje in modro sklepanje, se pravi, modrost se poveča in spodbuja celjenje ran in spodbuja sproščanje in še ena dobra lastnost je vsega. A veste kaj? To, da se poveča in izboljša spanje. Pa ne, da boste bolj utrujeni, ampak kvaliteta spanja se izboljša in avtomatično pogledajte, koliko dobrih stvari boste naredili. Se pravi, če na hitro ponovim, treba je peljati svoje telo na sprehod, treba je pozitivno misliti in iskati zavestno pozitivne stvari, kaj vidim lepega, slišim lepega, zaznavam lepega, pojem dobrega, to, kar stimulira moje telo. Potem pa naslednja stvar, kave čim manj, pa slabih novic čim manj in zdaj, če pogledam na hitro tukaj noter, pa naspat se je treba, nič drugega. Tako da v bistvu, ko boste to naredili, vaše telo se bo obnovilo, pomladilo in boste videli, imeli se boste krasno in vsi vam bojo rekli, kaj je zdaj s tabo, a si našla novega. In v bistvu samo skrbiš za svoje dobro počutje, za to, da si ti dober in da si skladna samo s sabo. Tako da naredite to za sebe, zato ker se imate rade in se cenite. In predvsem, ko vam nekdo sipa negativne novice v vaša ušesa, enostavno lahko rečete, poglej, to so moja ušesa, to ni kanta za smeti. Tudi če mogoče mislite, da neke novice nimajo slabega učinka na vas, imajo. Vse to, kar poslušamo, vpliva na naše zavedanje in vse to, kar deluje na naše zavedanje, deluje tudi na drobne žleze v našem telesu in povzroča ali obnovo ali pa staranje. Tako da, to je pa vaša odločitev, zato ker se imate radi in se cenite, skrbite za to, da vnašate vse dobro v svoje telo, ker vaše telo je svetišče. Delajte to za vas, ker je čas, da poskrbite za sebe.